Na odboru za kulturo, šolstvo, šport in mladino smo obravnavali tudi točko ohranitev kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani, torej tržnica v Ljubljani. Namreč Nacionalni svet za kulturo je predlagal, da bi o tej temi spregovorili tudi na našem odboru. Na Nacionalni svet za kulturo je Slovenska akademija znanosti in umetnosti posredovala apel, da bi opravili razpravo in ponovni premislek o tem, ali je Vodnikov trg res najprimernejši in obnova tržnice, tako kot so si jo zamislili, torej izgradnjo garaž. Kajti izkopavanja, ki so se zgodila v zadnjem času, so pokazala na izjemno dediščino, ki je pod tržnico, tako Auerspergova grobnica kot mnoge druge, torej ostanki samostana in podobno. In zaradi tega Slovenska akademija znanosti in umetnosti predlaga, da bi ponovno razmislili o tem, kaj na tem mestu izvesti in narediti, predvsem pa, da se opravijo potrebne raziskave in da se ne posega, dokler ni jasno, da ne bo poškodb na tej ne samo ljubljanski, pač pa slovenski in v nekaterih pogledih celo svetovni dediščini. Ministrica za kulturo je pojasnila, da je dovolj zaščiteno območje, torej predvsem območje Plečnikove tržnice, vendar pa je dejstvo, da je v odloku o začasni zaščiti bilo sprejeto tudi vplivno območje, ki je bilo precej široko, potem pa je ministrica ta odlok spremenila v lanskem letu in to vplivno območje zožala. Mi smo prepričani, da zato, da se omogoči gradnja garaže pod tržnico, čemur pa seveda nasprotuje civilna iniciativa in kot smo včeraj videli na seji odbora tudi mnogi strokovnjaki. Na seji so arheologi, etnologi, sociologi in drugi umetnostni zgodovinarji in drugi strokovnjaki predstavili svoje poglede na to tematiko in razen arhitekta, ki je obenem tudi podžupan Mestne občine Ljubljana, gospoda Koželja, so se vsi strinjali, da je treba biti pri tem previden in da bi morali dediščino ohraniti in da gradnja garaž na tem mestu ni primerna. Razprava o tem, ali je morda primernejši grajski hrib ali Knafljev prehod, ni ključna, kar se tiče včerajšnjega pogovora, pač pa je ključno to, da vsi skupaj poskrbimo za to, da se ta dediščina ohrani. In Nacionalni svet za kulturo je v svojih sklepih, ki jih je ob dvakratni obravnavi te tematike sprejel, poudaril, da bi bilo nujno potrebno bolj zaščititi in ohraniti to dediščino, da bi morali sprejeti bolj striktni zaščitni zakon oziroma odlok, ki bi bolj varoval to dediščino. Obenem pa so nekateri izpostavili tudi problem tega, da odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra velja in tudi določa, da se razen na obrobjih ne smejo zidati garaže. Tukaj pa se posega v točno konkretno oziroma samo bistvo tega srednjeveškega mestnega jedra. Zato so apelirali na ministrstvo in na tiste inštitucije, ki morajo nadzorovati, ali stvari potekajo v tej državi tako, kot morajo, kot je pravilno in kot je zakonsko določeno, da ponovno preverijo, ali so bili izpolnjeni vse zakonske zahteve, ali je bil kje zakon tudi kršen oziroma so se z nekimi obvodi in obhodi neke stvari speljale tako, kot se ne bi smele. Verjetno je zdaj zadnji trenutek, da se taka nesmiselna investicija v res območje, ki skriva pomembno dediščino, ustavi. Sama sem tudi apelirala na kolegice in kolege, ker je bilo pač izpostavljeno tudi, na kakšen način so se gradile na primer garaže, kjer parkiramo poslanci, takrat je bil uničen rimski zid, torej del obzidja nekdanje Emone. Mi si takih dogodkov ne želimo, sploh ne danes, ko je možnosti ogromno, da se nekje drugje sezida garaža. Naš interes je samo to, da se dejansko ohrani dediščino v največji možni meri in tudi arheološka znanost v tem času predvsem poskuša uveljaviti, da se najdene arheološke ostaline ohranijo.
hranijo in situ, torej na mestu, kjer so bile najdene in se tam tudi prezentirajo, ne pa da se jih prenaša v muzeje in podobno. Tak predlog je tudi bil podan, torej da se dejansko ugotovi, kaj vse pod tržnico je in da se to primerno prezentira in ohrani, seveda pa ob tem ne pride niti približno, ni možno ob tem zgraditi še garažo za 550 mest, kolikor je bilo